Mariborski podžupan Samo Peter Medved se je danes odzval na torkovo izjavo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Andreja Rajha, ki je ob torkovi otvoritvi limbuške obvoznice na vprašanje glede nadaljnjih aktivnosti države pri izgradnji predora pod središče Maribora povedal. Predhodni minister je podpisal izjavo z neznanim rokom in neznano varianto. O tem razen časopisnih člankov in ene načelne izjave ni dorečenega nič. Kot je povedal Medved, ga takšna izjava preseneča, saj je mariborska občina lani z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala protokol o nadaljnji uresničitvi infrastrukturnih projektov na širšem območju Maribora, med katerim je tudi gradnja predora, ki bi se po prvotni varianti pričel prav tu pri Frančiškanski cerkvi in končal v križišču Gosposvetske z Vrbansko. No in potem, če pridemo, to zaradi česa smo danes tudi tukaj, novi predlagani projekt Mestni predor Maribor. Tukaj je bilo sklenjeno, da bo Mestna občina Maribor naročila študije izvedljivosti, nove prometne povezave in izvedla revizijo tega projekta. To moram reči, da si lahko tudi tukaj ogledate. Tudi ta dokumentacija je bila v letu 2022 v celoti predana Direkciji za infrastrukturo. Ne samo to, mi smo tudi v 25. aprila lani podali predlog za prekategorizacijo Gosposvetske ceste in trase ceste proti hitri cesti v Mariboru, se pravi kot mariborski prometni obroč za prekategorizacijo v državne ceste. Tu so nekaj časa pogovori potekali, ampak so vse aktivnosti v sklopu tega sporazuma tudi zastale, moram reči. Tukaj glede razdelitve nalog je bilo definirano. DRSI predlaga Ministrstvu za infrastrukturo kategorizacijo nove ceste. Nismo nič seznanjeni o tem, koliko je bilo meni znano. Direkcija za infrastrukturo naj to bi ministrstvo predlagala, odgovora ne poznam. Potem Direkcija za infrastrukturo bo pripravila dokument identifikacije investicijskega projekta. Tudi tu nimamo nobenih informacij, da bi se tukaj zgodilo. In pa Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo predlagala uvrstitev novega projekta v proračun Republike Slovenije. Tudi to mislim, da ni bilo realizirano glede na protokol, ki ga je podpisal minister. Mestna občina Maribor pa bo sprejela občinski prostorski načrt, ki ga bo Mestna občina Maribor sprejela v letu 2022. Tega nismo še realizirali, smo pa blizu tega, čakamo še na določena mnenja k OPN, predvsem Direkcije Republike Slovenije za vode, da bi lahko tudi z drugim branjem šli na mestni svet, nismo pa tako zelo daleč od tega. Tako da bi pričakovali glede te točke seveda, da Ministrstvo in Direkcija Republike Slovenije tudi protokol izvaja. Seveda se pa na vseh investicijah srečujemo s podaljševanjem rokov, kar je bilo tudi zdaj izvidno iz časovnice tega protokola.